Lepo pozdravljeni, lahko začnemo, ne? Lepo pozdravljeni na drugi redni seji občinskega sveta občine Turnišče. Najprej bi povedala par besed. Lepo, da ste se zbrali v tako velikem številu oziroma, da ste vsi prisotni. In naj vam povem, da imamo danes zelo pomembno nalogo, namreč izvoliti, postaviti in moramo komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Namreč na osnovi tega potem oblikujemo odbore, te odbore pa čaka že naloga. V pisarni imam že stvari, o katerih boste morali odločati, tako da bi vas lepo prosila za konstruktivnost, da začnemo delati, da imamo v decembru že prvo delovno sejo in da lahko stvari stečejo naprej. Obenem bi vas seznanila z stvarmi, ki so se do zdaj dogajale na občini, namreč kar nekaj stvari smo že opravili, čeprav smo komaj 14 dni v taki sestavi. Pomurski center se je zaključil oziroma je gospa Alenka Horvat podala dokumentacijo, tako da je zdaj to zaključeno. Tudi cesta skozi Turnišče smo imeli prevzem ceste, inšpekcije in to. In je šlo skozi, tako da to sicer ni moje delo, ampak tukaj smo zdaj zaključili. Potem Petkova domačija, ki je v Turnišču na Travniški ulici, to je pač cimprana hiša, edina v turniški občini in smo jo zdaj zaščitili, zaradi tega, da jo bomo potem lahko v turistične namene tudi uporabili, prenovili, obnovili. Tako da tukaj so nam oziroma bo še zdaj to opravili, priskočili na pomoč gasilci. Tako da nekaj se že napravilo, lahko vam povem, da se nekaj premika tudi na področju iskanja oziroma ponudbi delovnih mest. Podjetja že prihajajo v turniško občino, tako da tukaj bo tudi javna dela, bojo razpis zdaj v roku 14 dni, tako da nekaj se že premika. Tako da pozitivno gremo naprej. Zdaj pa začnimo z delom. Naj ugotovimo sklepčnost. Vidimo, da smo vsi prisotni, torej smo sklepčni. In lahko nadaljujemo naprej. Obravnava zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta, to ste dobili domov, pregledali ste si, prebrali, zanima me, če so kakšne pripombe, glede na zapisnik. Ima kdo kakšne pripombe, bi kdo kaj dodal? Povejte. Jaz bi dodal hvala za besedo, vprašanja. Močno je predvsem zadnji stavek za zapisnik. Zapisnik mora biti napisane posnetek magnetograma. Ta zadnji stavek je pač vaše osebno mnenje. To nikako ne gre v zapisnik, zapisnik berejo tudi drugi, tako mislim, da se tudi magnetogram prebere, oziroma enkrat se posluša, pa se napiše dejansko, kaj se je na koncu dogajalo. Hvala lepa. Dobro. Seja je bila v bistvu takrat, oziroma predlog sem prenesla pač na današnji dan. Tako da zapisnik potrdimo in lahko gremo naprej. Še kakšen komentar? Ja? Ja. Zdaj za dvigom roke potrdimo, da je zapisnik potrjen. Kdo se strinja? Dobro. S tem predlogom. Ja. Koliko je bilo? Dajte še enkrat roke gor. Seveda. Mislim. Ja, se pravi 13. Zdaj pa za komisijo, ki smo jo na koordinaciji izbrali oziroma se dogovorili. Imamo 3-člansko komisijo in v tej komisiji ste izbrali gospoda Vinka Litropa, potem gospod Alenko Horvat in gospoda Janeza Lebarja. Zdaj pa, da vas kar takoj vprašam, o tem smo na koordinaciji
razpravljali in prosim, da kar z dvigom rok potrdite ta predlog. Kdo je za? Jaz sem tukaj na vprašanje. Aha, prosim. Jaz mislim, da je zadnji predlog bil namesto Janeza Jasmina Demša. Zadnja oseba. V zadnjem dokončnem predlogu. Jaz sem tako razumela. Takrat- Vinko, Alenka pa Jasmina. Ne, ni bilo. Gospod Janez Lebar je bil v zadnji kombinaciji. Ja, dobro. Če se lahko vključim, Ja. gospod Demša, smo predlagali, če bo tajno glasovanje na seznamu. Ne. Jaz sem tako razumela. Dobro. Tukaj sem vprašala. Bi še kdo dal kakšen predlog ali komentar na to kombinacijo, na ta izbor? Dobro. A ja, potem. Ja, bi se oglasil, jaz nekaj mnenja, naj se formira komisija na osnovi rezultatov. O tem smo diskutirali prejšnjič, zdaj gremo v... Aha. Tisto je bil neformalni sestanek, zdaj pa formalni. Zdaj smo na seji, tam me ni bilo, svoje mnenje sem povedal tudi na prejšnji seji. Gospod Skalčič, bili ste toplo vabljeni na to koordinacijo, opravičili ste se. No, pa dajem predlog, še enkrat tale tudi. Najprej bomo glasovali o predlogu, ki sem ga predložila. Potem boste pa vi povedali svoj predlog in če naš predlog, ki smo ga zadnjič izoblikovali, ne gre skozi, ste vi na vrsti. Zmenjeno? Dobro. Najlepša hvala. Zdaj pa, kot sem imenovala, ta predlog, ki je bil na koordinaciji sprejet, oblikovan, še enkrat gospod Vinko Litrop, gospa Alenka Horvat in gospod Janez Lebar. Prosim, če z dvigom rok potrdite to sejo za imenovanje, vprašanje in volitve. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Najlepša hvala. Tako. No, fajn. Ja, kdo je proti? 1, 2, 3. Tako. Me veseli, da smo izoblikovali komisijo. Komisijo bom v nadaljevanju prosila, da izoblikuje predloge za odbore, ki jih moramo izoblikovati, ki so delovna telesa same občine in da lahko začnemo potem z delom. Naj vas opozorim, da je treba vse svetnike nekako vključiti v to not in še potem dodati ljudi, ki bojo sodelovali, se pravi zunanji, kot jim mi rečemo, in da bomo lahko delovali in vas že vnaprej prosim za konstruktivnost, ker veliko dela nas čaka. Prejle ste dobili, kdo še rad na to kaj rekel? Povejte, gospod Sobočan. Hvala za besedo, dobro večer vsem skupaj. Čisto na kratko, glede na to, da nas je kar bilo novih članov, komisija tudi nekaj novih, se pravi, ta nekvijaz deluje vedno po principu obrnjene piramide. To je, se pravi, tista stranka, ki je dobila največ glasov na volitvah, tista ponovadi tudi dobi največ mest v samih komisijah in odborih. Glede na to, da smo več ali manj izenačeni, prosim tudi, da se to tudi upošteva in potem seveda se primerno temu razporeja in svetnike in se pravi predloge tudi posameznih svetniških skupin oziroma članov svetniške skupine. Tako, se strinjam, ja. Hvala lepa. Bi še kdo imel kaj zapovedati, prosim? Če ne, dobili ste na mizo še eno vabilo. To vabilo je namenjeno, ker vas je veliko novih, mladih svetnikov, je izobraževanje, ki bo potekalo v Dobrovniku. Meni je zelo pomembno to, da je blizu, pa kljub vsemu zelo strokovno in da se izobrazimo ravno v tem, kakšno je naše oziroma vaše delo, kaj je potrebno paziti in k čemu je treba težiti. Ob tem bi vas prosila, da si preberete gradivo, ki ste ga dobili na prejšnji seji, da prinesete to seboj. Tam boste sicer dobili še drugo gradivo, ampak da nekaj iz tega tudi iztržimo. Pa bi vas zdaj kar takoj prosila, da mi mogoče tako okvirno poveste, koliko vas bo, zato ker moram število povedati naprej. Bi se kdo javil ali kar z dvigom rok? Ja, se pravi, dvignete kar roke tisti, ki bi bili pripravljeni iti.
Finance, stroške vi ne krijete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro. Bi imel še kdo kakšen komentar, predlog, informacijo? Če ne, se jaz lepo zahvaljujem za vaše sodelovanje in se vidimo na naslednji seji, ki bo glede oblikovanja odborov, to bo pa v roku 10 dni, tle nekje 14 dni. Najlepša hvala. Lep večer vam želim še naprej.